V sodelovanju z Skupnostjo višjih strokovnih šol Republike Slovenije in Območno obrtno zbornico Maribor smo na Višji strokovni šoli Akademija Maribor organizirali poslovni zajtrk na temo veščine in spretnosti za poklice prihodnosti. Vloga gospodarstva je seveda zelo pomembna, ker najmanj mora prevzeti odgovornost za to, kakšne kadre bodo dobivali. Zato je potrebno, kjerkoli imamo vzvode v gospodarstvu, na to vplivati. Časi se hitro spreminjajo, veščine so se spremenile in poudarki, kot smo se prej pogovarjali, iz samih veščin na vrednote so se zgodili. Ja, na področju sodelovanja z izobraževalnimi institucijami sodelujemo predvsem na področju obveznih praks, raznih študentskih del, tudi raznih projektov, diplomskih nalog, tudi magistrskih nalog, zato tudi ustrezno usposabljamo naše zaposlene, da so sposobni delovati kot mentorji. Sveži podatki raziskave portala LinkedIn, ki združuje danes že skoraj milijardo zaposlenih, nakazujejo, da so se v zadnjih 5 letih za ista delovna mesta veščine in pa znanja, ki so zahtevana za ta delovna mesta, spremenila kar za četrtino. To pomeni, da se naša delovna mesta zamenjujejo, brez da zamenjujemo službe. Pomembno je, predvsem z vidika našega podjetja, pa tudi nasplošno, da so zaposleni ne samo, da posedujejo neka strokovna znanja, ampak tudi, da imajo razne sposobnosti, kot so prilagodljivost, kreativnost, sposobnost vodenja. Veščine, znanje in tako naprej je danes veliko lažje dobiti, kot je bilo v preteklosti. Imamo neformalno izobraževanje, imamo internet, imamo cel kup zelo kvalitetnih izobraževalnih ustanov, ki za to poskrbijo. Slabše je pa poskrbljeno za veščine komuniciranja, poslušanja, motiviranja. Nikjer na nobeni šoli še nisem zasledil, da je v kurikulumu, recimo, da so pozitivni motivatorji. Uspešno projektno delo, kako spodbujati kreativnost. V vrtcih naprej je treba kreativnost spodbujati. V Sloveniji pa je v vseživljenjsko učenje vključenih rekordno nizek delež zaposlenih, le 8,4%. Kar 2/3 zaposlenih v Sloveniji danes razmišlja o zamenjavi službe. Podjetja, ki pa v svoje kadre vlagajo, jih zadržijo običajno 2-krat dlje. Če želiš ti v današnjem svetu biti boljši oziroma uspešnejši, moraš izstopati iz povprečja. In vse te mehke veščine dejansko so ključnega pomena, da si lahko boljši, kot je pa boljša tvoja konkurenca. In mi dejansko, ko iščemo ključni kader, ko iščemo nove zaposlene, vedno tudi preverimo, kakšne vrednote živi ta zaposlen, kako ima vizijo. Se pravi, preizkusimo tiste mehke veščine. Naša vrata so vedno odprta in vsakemu nudimo možnost, da se dokaže. Skušamo res spodbujati vse zaposlene, posebej pa mlade zaposlene, da pokažejo, da so ambiciozni, da stopijo nekako v ospredje, da zgradijo svojo karierno pot. Nikakor ne želimo, da jih pri tem zaviramo. Od vsakega posameznika pa je odvisno, koliko korakov bo tu naprej naredil.